Hvala, Gala, za besedo. Tako je, jaz sem tukaj v studiu in z menoj je že naslednji gost. Govora pa bo o Festivalu literature sveta Fabula, ki poteka že vse od leta 2003 in je od takrat gostil mnoge sodobne avtorje. Njegov koncept pa se je tudi ves čas nadgrajeval in izpopolnjeval. Danes temelji na premišljenem kuratorskem delu, ki si vsako leto prizadevajo izbrati 5 avtoric in avtorjev, ki že veljajo za, lahko bi rekli, književne klasike ali pa so v zadnjih letih s svojim delom tako zaznamovali literaturo, da so na poti tja. O podrobnostih festivala bomo spregovorili s programskim vodjo Aljažem Koprivnikarjem, ki je z menoj v studiu in ga prav lepo pozdravljam. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Upam, da tale deževni dan, ki smo mu zdaj priča in morda deževni teden ne bo preveč zagodel tudi vam in morda vašemu festivalu. Imate kakšne zadeve takole na prostem, ki morda bodo okrnjene, če bo tole vreme se nadaljevalo? Ja, jaz upam, da se bo nekako vreme popravilo. Ravno jutri imamo otvoritev zvočne poslušalnice Glasovi Fabule na vrtu Društva slovenskih pisateljev. Izvedli jo bomo ne glede na siceršnje vremenske pogoje. Konec tedna pa začnemo s programom Mlada Fabula, ki ga bomo tudi izvedli na javnih površinah mesta Ljubljane. Tako da nekako nestrpno čakamo, kakšno bo vreme v naslednjih dneh. Drugače pa saj ljudje nismo iz sladkorja, tako da tudi dež preživimo lahko takole tudi na prostem. Tako. No pa če se v bistvu na začetku skoncentrira ravno na tisto, kar je v bistvu središče festivala Fabule, to je teh 5 avtorjev, ki jih izberete vsakič. Katere ste izbrali letos? Letos smo izbrali 5+1 v resnici. Sem gledala prej, da jih je 6, pa mi tle piše 5, pa sem nekaj ne štima. Ja, začeli smo z novim programom Fabula Hub, ki ga namenjamo mladim perspektivnim avtorjem, avtoricam oziroma prihodnjim upom svetovne literature. V tem sklopu v letošnjem letu gostimo nemško pisateljico Enis Maci, sicer pa so z nami letos na festivalu tudi Vladimir Sorokin, Klaudija Durastan, Marek Šindelka, Džoha Alharti in Deborah Levi, ki sodijo v sam vrh svetovne literature. In na kakšen način v bistvu izberete avtorje? Kakšen je ta postopek? Na festivalu zelo budno spremljamo trende v svetovni literaturi, spremljamo, kaj se dogaja izven naših meja. Kuratorsko delo opravlja več ljudi na založbi Beletrina in v sklopu festivala Fabula. In v bistvu ob festivalu se tudi izdajajo knjige pri Beletrini iz festivalske zbirke. A so to prevodi avtorjev, ki jih gostite? Tako je, v festivalski zbirki prevedemo vse avtorje, ki gostujejo na festivalu Fabula. Letos, poleg teh 5, v bistvu smo tudi izdali prevod Enis Maci, to se pravi te perspektivne avtorice, ki jo gostimo na festivalu. T+1. Tako. In katere knjige se letos izdajo, se bodo izdale? Knjige so že izdane, letos imamo to srečo, da so išle pred festivalom, med njimi tako recimo Opričnikov dan, ki je eno temeljnih del Vladimirja Sorokina, v katerem prikazuje distopično prihodnost, ki pa postaja vse bolj realna. Klaudija Durastan s svojim romanom Tujka, Deborah Levi Za mož, ki je videl vse, potem Džoha Alharti z nebesnimi telesi, to se pravi z prvim omanskim romanom, arabskim romanom, ki je bil nagrajen za nagrado Booker. Marek Šindelka z utrujenostjo materiala, ki spregovori o migrantski krizi, torej o temi, ki je trenutno, predvsem zaradi pandemije in vsega ostalega, nekako stopila v ozadje, čeprav bi morali o njej še govoriti. In na koncu seveda Enis Maci z Sladoledarna Evropa. In ko ste omenili pandemijo in to, je tudi na vaš festival kaj posebej vplivala tale pandemija naša? Res je. Fabula se letos dogaja izven ustaljenega termina. Ustaljen termin je seveda pozno po zimi oziroma v začetku pomladi. Letos smo preselili festival na maj in junij, hkrati pa seveda smo do zadnjega upali, da bojo vsi dogodki možni v živo. Na koncu nam to žal ni uspelo, tako da imamo festival tokrat v hibridni formi.
tako z virtualnimi prispevki, ki pa smo jih nadgradili. Želeli smo se izogniti tem formam Zoom pogovorov, tako da smo vse letošnje goste posneli z Fabulino filmsko ekipo in to je izjemno visoka produkcija, v katero smo poleg pogovorov vstavili tudi sodelovanje z študenti AGRFT, branje igralcev in igralk SNG Drama in tako dalje. Kar nekaj dogodkov pa se bodo vseeno odvilo v živo. Zdajle z veliko nestrpnostjo pričakujemo odločitev političnega vrha danes večer, kakšne bojo razmere v naslednjih tednih. Zagotovo bomo v drugi polovici maja in v začetku junija kar nekaj aktivnosti in zadnje 2 gostovanja avtorjev, oziroma 3, na Fabulo prihaja tudi večjezična avtorica Ana Marvan. Vsa ta gostovanja bomo izvedli v živo. Boste izvedli v živo. Tako. Se pa najbrž boste tudi sproti prilagajali situaciji, odločitvam. A vam kratijo spanec tele odločitve, ko ne veste še za dan prej, kaj bo naslednji dan? Res je, mislim, festival je vedno nek živ organizem. Jaz sem izjemno vesel in hvaležen publiki, da spremlja vse morebitne spremembe na naši festivalski spletni strani in na družbenih omrežjih. Seveda, marsikaj se še lahko spremeni. Zelo budno spremljamo situacijo, imamo pripravljenih več scenarijev, ampak mislim, da nam bo zagotovo zelo lepo uspelo letos. In bomo držali pesti. Sicer pa na festivalu predstavljate tudi knjige in avtorje izven teh 5+1 avtorjev. Med njimi, med enimi knjigami oziroma avtorji, ki jih boste predstavili, tudi Nobelovec iz leta 2019, Nobelov nagrajenec za literaturo Peter Handke, ki je malce, lahko bi rekli, kontroverzen, ne, zaradi svojih izjav glede Balkana in podobno. Kako to, da ste se odločili predstaviti tudi njegovo knjigo? Torej, v letošnjem letu smo začeli ta nov programski sklop Fabulin izbor, mesec branja, s katerim želimo nekako spodbuditi sodelovanje med slovenskimi založbami, med Beletrino in ostalimi založbami, tako da smo v to sodelovanje šli skupaj z slovenskimi knjižnicami, založbami in knjigarnami. Skozi celoten maj in delno tudi junij bo po več krajih po Sloveniji bojo potekali dogodki na izbrane knjige. Kar se tiče izbora knjig, to seveda ni moj osebni izbor. Vsako leto bomo v tem programu gostili različne kuratorje, selektorje, ki bodo izbrali, kaj osebno menijo, da je predstavljalo vrhunec v zadnjih letih v svetovni in slovenski književnosti. Kar se tiče Petra Handkeja, moje osebno mnenje je, dobra literatura je seveda lahko tudi kontroverzna. Vedno je tako, ja. Je pa tudi, ravno danes se bo pa predstavila knjiga, pa jo lahko potem omenimo, če je ravno predstavitev danes, Vprašanje Bruna. Za katero knjigo to gre? Tukaj v bistvu v Mariboru danes začenjamo, kar se tiče kuratorskega dela, sem jaz seveda prepuščal čisto proste roke letošnjim kuratorjem. Sam večji del bolj vodim ta umetniški del in pa seveda izbor avtorjev, ki so osrednji gostje festivala. V Fabulinem izboru v bistvu začnemo danes v Mariboru, jutri nadaljujemo že v konzorciju. Žal bosta oba ta dogodka virtualne narave oziroma posneta v živo iz samih knjigarn in knjižnic. Naslednji teden, pa če seveda bojo omejitve že omogočale situacijo, pa potem se selimo v žive dogodke. No in že prej ste omenjali, da so jutri tudi na vrsti glasovi Fabule. Za katere glasove v bistvu gre? To bo na vrtu Društva slovenskih pisateljev. Za čigave glasove gre? Pravzaprav za glasove letošnjih avtorjev in avtoric. Na Fabuli v bistvu za programom Fabula Polis želimo nekako bolj prodreti v mesto Ljubljana in literaturo ljudem približati na interaktivne načine. Glasovi Fabule so v bistvu zvočna interaktivna poslušalnica, ki smo jo razvili v sodelovanju z Društvom Prostorož, ki nasplošno se ukvarjajo z tem umeščanjem objektov in vsebin v javni prostor. Hkrati pa pri sami izgradnji in postavitvi sodelujemo tudi s pisarno Ljubljana, UNESCO-ovo mesto literature.
In ta inštalacija bo v bistvu čez celotni festival nagovarjala mimoidoče, človek bo prišel in s pritiskom na tipko dobil nekakšno dozo literature, odlomek, zvočni odlomek. Inštalacija pa bo ostala Ljubljani tudi po koncu festivala. V sklopu pisarne Ljubljana, UNESCO-vo mesto literature, znotraj njihovega programa tukaj poslušamo literaturo. In s podobnimi interaktivnimi projekti in objekti nameravamo Ljubljano nekako popestriti tudi v bodoče. Se pravi, koliko časa bo potem to ne veste, potem koliko časa bo možno to instalacijo še pogledati? Ta inštalacija ostaja za stalno. Prav za stalno. Tako, na vrtu Društva slovenskih pisateljev. Seveda se bo pa program menjal. Do konca festivala bojo na voljo avtorji in avtorice fabule. Po koncu festivala bo programsko to posodobljeno z različnimi glasovi svetovne in slovenske literature. No, odlično, tako da bomo v Ljubljani imeli priložnost vsakič, če si bomo zaželeli takole slišati nekaj literature skoraj to go, bi lahko rekli. Tako je. Ko mi gremo, lahko tudi takole poslušamo literaturo. Hvala za enkrat. Midva se bova še malce pogovarjala o festivalu po oglasih. Mi bomo šli za nekaj trenutkov v oglase, potem pa se ponovno gledamo iz studia Figovec. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Pogovarjamo se z novim programskim vodjem festivala literature sveta Fabula, Aljažem Koprivnikarjem. Dobrodošli ponovno v našem studiu. Hvala. Veliko sva že povedala o festivalu, o osrednjih 5+1 avtorjih in tudi o določenih knjigah, ki se bodo predstavljali, o projektih. Greva zdaj lahko še malce bolj v, lahko bi rekli, pustolovske vode, namreč letos organizirate tudi literarni lov na zaklad. Tako je. Vsako leto festival gosti oziroma uredimo mlado fabulo. Z njo nekako skrbimo za te nadobudne bralce in bralke. V letošnji mladi fabuli bomo priredili 3 dogodke, 2 dogodka v lastni izvedbi, zadnji dogodek pa v sodelovanju z Vodnikovo hišo Šiška in spletnimi nedeljcami. Nekako skozi prve 2 dogodka mlade fabule bomo uredili otroške delavnice. Na eni od njih bo ta literarni lov na zaklad, kjer bojo mentorice z otroci nekako šle skozi vse ta mesta oziroma po Ljubljani, ki so povezana z določenimi legendami, z literaturo, kot recimo Povodni mož, Ljubljanski zmaj in tako dalje. In seveda hkrati tudi nekako preiskovali te področja slovenskih oziroma ljubljanskih galerij. Drugi dogodek mlade fabule bo risarska delavnica, kjer so mentorice nekako priredile Sorokinovo knjigo Opričnikov dan, ki je sicer izjemno težko delo, ni lih najbolj primerno za otroke, ampak smo ga prilagodili za njihove oči in bojo otroci risali prihodno Ljubljano. To se pravi, kako si predstavljajo Ljubljano v prihodnosti. Na ta način v bistvu tudi otroke nekako spodbujamo spoznavanju svojega lastnega okolja, v katerem živijo, hkrati pa da jih spodbujamo tudi k branju, ker seveda literatura širi ta dodatno obzorje, izven lokalnega v to internacionalno in širše. Zadnji dogodek bomo potem spletli z pripovedovalsko matinejo v Vodnikovi domačiji, ki bo sicer potekala virtualno prek spleta, kjer pa se bomo posvetili portugalski slikanici Nihče čez črto, ki tudi na nek način je v skladu z letošnjim preobraževanjem, festivalskim preobraževanjem prihodnosti privilegij, ker govori v nekem diktatorju in seveda, kaj se lahko naredi s pomočjo domišljije. In v bistvu to so take teme, za katere je potrebno paziti, kako se jih v bistvu predstavi o mlajšem občinstvu, je pa pomembno, da so jim predstavljene. Seveda, osebno verjamemo to, da je spodbujanje branja nujno, ravno na ta način spoznavamo svet okoli sebe, pa tudi sebe. Za koliko stare otroke je potem tale mlada fabula?
To se pravi, delavnice so za različne starosti, vse od 4 let naprej. Vabim pa seveda gledalce, da pogledajo na našo spletno stran in pa družbena omrežja. Tam imamo že odprte prijave za vse delavnice, obe delavnici, ki se bosta zgodili v Ljubljani. Seveda moramo imeti neko omejeno število ljudi glede na ukrepe. Bomo pa videli seveda danes, kaj nam sproti sporočijo. nekoliko je to omejeno Tako. število ljudi. Bomo pa zelo veseli, no, da se ljudje prijavijo oziroma prijavijo svoje otroke in da jih malo popeljemo po teh domišljije. Koliko časa pa je v bistvu že ta podmladek fabule oziroma fabula za mlade, mlada fabula, del festivala? Mlada fabula je del festivala že vrsto let. Festival ves čas poskuša nagovarjati vse strukture in generacije bralstva. To se nam zdi izjemno pomembno, da pravzaprav širimo to branje vse od najmlajših pa do najstarejših seveda. Mislim, da je vse te strukture potrebno nagovarjati k branju. Ja, od nič do 99 let včasih ne. Tako. Piše na kakšni državni igri. Se je pa drugače, to smo se že prej pogovarjali, pa tudi med oglasi, letos festival malce razvlekel zaradi različnih razlogov. Prvi dogodki so bili že v aprilu. Je ta prvi dogodek, ki je bil, mislim, da ulična razstava fabule, je še možno ga videti, je še na ogled? Tako je, letošnja fabula se predvsem razrašča in se širi, v večjem povezovanju smo in v bistvu poteka vse od aprila, čisto v resnici se bo pa zaključila šele septembra s teoretičnim fokusom. Čeprav zaključujemo festival 5. junija v bodoči Evropski prestolnici kulture, Novi Gorici in v Medani. Festival smo začeli aprila najprej v sodelovanju z Tam, za plakatno akcijo, ki je spodbujala k branju. Te plakate je še ponekod, mislim, da moč videti po Ljubljani, lahko pa si jih ljudje tudi ogledajo na postavitvi razstave Jureta Brgleza, ki je naš hišni oblikovalec, in sicer v desnem atriju Mestne hiše v Ljubljani, kjer bo razstava letošnje podobe fabule, letošnjih plakatov in naslovnic na ogled na voljo vse do 1. junija. Vsak dan od 8. ure zjutraj do 8. ure zvečer. Drugače smo pa v aprilu potem že pričeli tudi sodelovanje z Slovenskim narodnim gledališčem Drama, kjer smo snemali bralne interpretacije iz strani slovenskih igralcev, igralk. Pričeli smo sodelovanje z študenti AGRFT in revijo Adept, ki so v sklopu fabulinih filmskih knjižnih premier uredili avtorske odzive na letošnje knjige. Tudi te filmske posnetke si je možno že ogledati od aprila. Komponiramo jih pa tudi pravzaprav v vse letošnje literarne večere, tako da dosežejo čim večje bralstvo in seveda poslušalstvo. No, omenili ste, v bistvu sodelujete z večjimi gledališči, tudi z gledališčem Glej, Slovensko mladinsko gledališče. Predstavili boste tudi biografski roman o Ratku Poliču. A je to v bistvu letos nek manjši fokus celo na gledališče imate? Osebno verjamem v to, da se literatura in umetnost ves čas povezujeta in to povezovanje je treba spodbujati. Letos, med drugim, kot sem že omenil, gostimo zelo perspektivno mlado avtorico Enis Maci, ki prvenstveno pripada gledališkemu svetu. V bistvu z eseji Sladoledarna Evropa, to je njeno prvo književno delo. Letos smo se tako povezali, kot ste že rekli, z Slovenskim narodnim gledališčem Drama, z Slovenskim mladinskim gledališčem Glej. V zadnjih 2 bo prav gostovala ta avtorica Enis Maci, ki je del programa Fabula Hub. In pa seveda tukaj se nekako ne konča, sodelujemo tudi z likovno umetnostjo prek te razstave našega oblikovalca Jureta Brgleza in še. In se kar razpreda. In omenili ste tudi, da teoretski del je predstavljen se bo odvijal v septembru v celoti?
V celoti oziroma del teoretičnega fokusa vsako leto festival ponudi ta humanistični program, kjer preuprašujemo festivalski slogan oziroma glavno vprašanje. Del teoretičnega fokusa smo že izvedli v sodelovanju z revijo Razpotja, ki je izšla konec aprila. V zadnji številki revije poseben sklop ponuja tudi festival Fabula oziroma poseben sklop je posvečen festivalu Fabula, kjer različni pisci preuprašujejo dve okrogli mizi, ki se bosta zgodili v septembru v Cankarjevem domu. Ena se veže na razpad družbenih struktur, to se pravi na 30. obletnico razpada Sovjetske zveze in Jugoslavije. Druga tema oziroma nekako zrcalno nasprotje je pa omizje, ki bo prav tako potekalo v Cankarjevem domu, ki pa se sprašuje, kakšna bo naša skupnost prihodnosti. Dobro vprašanje. Dobro vprašanje, ker v teh časih niti ne vemo, kakšna je naša skupnost trenutno, kakšna bo naša skupnost v prihodnosti. Kaj pa festival Fabula v prihodnosti? Omenili smo, da zdaj se je že nekako raztegnil, tudi v september, lahko kaj pričakujemo tudi še oktobra? Ali tako daleč pa ne bo šlo? Tako daleč še ne vemo. Seveda upamo, da se bo vse dalo izvesti. V grozi pač vedno nekako v ozadju misli imam, kaj če pride še 4. val. Upajmo, da se to ne bo zgodilo. Jaz mislim, da septembra bomo res končali, zato ker to je zadnji čas, da tudi v bistvu vse že uredimo za Fabulo 2022. Ja, seveda. Že potekajo, že imate ideje, kaj se to najbolj tudi sporedno malce odvija, ne? Seveda, proces kuratorstva in sploh ureditve festivala je izjemno dolg. Imamo že izbranih kar nekaj avtorjev, ki naj bi prišli v naslednjem letu, tudi določene programske sklope imamo že urejene. To pravzaprav ves čas poteka. Fabula je taka velika mašina, kjer ves čas poteka delo. Zgodba se nikoli ne konča, ne? Preden gremo v oglas, morda še eno tako malo bolj splošno vprašanje. So zdaj leteli korona časi ugodni za literaturo, za založništvo na splošno ali bolj ne? Ja, slika ni tako črno-bela, bi rekel. V bistvu je zelo odvisno od samega pogleda. Na nek način je ta korona čas prinesel tudi neko dodatno inspiracijo, neko morda celo literarno gradnjo, literaren material za avtorje, avtorice. Po drugi strani seveda je treba priznati, da kar nekaj založb, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, se sooča z manjšim številom izdanih del. Seveda tukaj ne smemo pozabiti na kulturne delavce, ki so pod izjemnimi pritiski, kako organizirati zadeve, kako preživeti. Ampak se seveda situacija razlikuje od posameznika do posameznika. V primeru slovenskega prekarstva seveda situacija je daleč od rožnate. So pa določene zadeve, ki so seveda se zgodile tudi šle v bolj pozitivno smer. Vsaka medalja ima dve plati. Tako. Hvala za obisk v studiu in upam, da se bo izvedel festival Fabula uspešno do konca in da ga boste septembra, kot nameravate, tudi zaključili, da bo potem se bodo priprave za naslednje leto potekale bolj tekoče. Najlepša hvala za povabilo. Z veseljem. Mi gremo zdaj v oglase, po oglasih pa bo čas za bolj, lahko temu rečemo, botanične teme. Zelene nadstrešnice bodo tema. Se gledamo.